Ja, jaz živim in delujem v Geelongu, ki je 1 uro oddaljen od Melbourna, ki je prestolnica Viktorije v Avstraliji. In spremljamo ukrepe tako podobno kot vsi vi v Sloveniji, na drugih kontinentih in kjerkoli drugje po svetu. Tukaj trenutno recimo imamo prepoved nekako gibanja naokrog, lahko gremo ven do najbližjih trgovskih centrov, lahko se rekreiramo, vem pa recimo, da so parki zaprti, ni najboljše, da se gre v tujo občino. Če se izobražujemo, če imamo možnost izobraževanja doma, potem je to najboljše. Sicer nekaj se govori o tem, da se bodo šole s 15. aprilom odprle. Govorim o osnovnih in srednjih šolah, ne pa o univerzah, kjer recimo pri nas bomo še trimester 2, ki se začne med julijem in oktobrom, izvajali tudi online. Nekako jaz moram reči, da imam precejšnjo srečo, ker poučujem na Univerzi Deakin, ki je že sicer znana po tem, da izvaja online poučevanje že 40 let. Že od samega začetka je bila ta univerza ustanovljena za nekako področje izven velikih mest, mi rečemo temu regionalno Viktorijo. In že takrat si šlo za dopisno poučevanje, danes pa govorimo o poučevanju preko spleta. Jaz sem recimo, že odkar sem tukaj 4 leta, delujem na predmetu oblikovanja novih tehnologij. Ta predmet izvajam skupaj s kolegi na dodiplomski in na podiplomski ravni. In zanimivo je to recimo, da predmet na dodiplomski ravni, kjer ga obiskuje večinoma nekje okrog 100–130 študentov, 40% imamo online študentov. To so odrasli, ki se odločajo za inženirski poklic, smo namreč na šoli za inženirstvo. In prav zaradi tega je bilo mogoče majčkeno lažje iti na nove poučevalne principe. Letos sicer ta predmet izvajam na podiplomskem nivoju, kjer imam trenutno 139 študentov, mednarodnih študentov, večinoma so to študentje iz Indije in okoliških držav. Nekako smo uspeli v enem tednu vse pripraviti, da gre online, se pravi tudi študente, vključno s tem, da nimajo več možnosti, da delajo neke stvari tudi v laboratorijih, kjer lahko izvajajo oziroma pošljejo njihove prototipe laboratoriju za 3D tisk. In moramo zdaj to v bistvu izvajati preko nekako virtualnega prototipiranja. Zdaj, tisti študenti, ki so navajeni online študija, govorimo o dodiplomskih študentih, odraslih, oni pravzaprav niso občutili velike razlike. Na drugi strani pa govorim o mladih tujih študentih, ki so prišli v Avstralijo pravzaprav mesec nazaj, so še povsem novi v tej državi in tukaj so brez svojih družin. Tukaj so delovali, tukaj so imela zaposlitev kot pogodbeni delavci, s katerim so si potem plačevali šolnino. V tem trenutku vidimo veliko težavo v tem, ker študenti, nekateri so izgubili službe, nekateri imajo težave z družinami in se morajo vračati v njihove lastne države. Ampak sama univerza, tako tudi država poskušata te stvari urejati. V tem trenutku smo še precej, se stvari še vedno odvijajo, tako da kakršnihkoli zagotovil s kakršnekoli strani ni, ampak vsi delujemo v smislu, da se študentom omogoča čim boljše poučevanje. Zdaj, sam predmet pri nas se izvaja tako, da imam seminarje, kjer predavam
online. Kolega, moj tutor, potem izvaja tudi študije, kjer nekako študenti dobijo feedback na njihovo delo. Imamo pa tudi, mi rečemo temu klas oziroma predavanje, ki pa je tudi online. Se pravi, vse gre preko online, imamo svojo spletno stran, tako kot verjetno kar precej drugih univerz. Pri nas na Univerzi Deakin v laboratoriju za virtualno resničnost se ukvarjamo predvsem, kako uporabiti in na kakšen način uporabiti virtualno resničnost, obogateno resničnost in 3D tisk v muzejih za boljšo komunikacijo muzejskih in dediščinskih vsebin. Res je, da govorimo o virtualnih vsebinah, a po drugi strani v tem trenutku VR temelji na uporabi različne opreme in zavedamo se, da v zelo hitrem obdobju po virusu se zna zgoditi, da bodo ljudje veliko bolj dovzetni, da je ta oprema čista. Govorimo o joystickih, govorimo o headsetih. In vprašanje je, ali bomo bili sposobni zagotoviti, da je ta oprema 100% higienično neoporečna. Po drugi strani pa moje osebno mnenje je, da bo to šlo verjetno tudi v smer tega, da se bodo razvila oprema, ki bo veliko manjša, ki bo veliko bolj temeljila na sami virtualni uporabi. V našem primeru recimo smo morali prekiniti raziskovalno delo v smislu testiranja uporabnikov, kako se odzivajo na naše vsebine, ker prvič nismo mogli zagotoviti testiranja, po drugi strani testiranje se je izvajalo v muzeju, vse javne institucije so zaprte, tako da smo mogli prilagoditi to delo. Je pa res, da še vedno lahko izvajamo online intervjuje, recimo online ankete, ki pa je ponavadi bolj na začetku samega raziskovanja teh vsebin. Velika razlika je med tistimi, ki imamo delo, in tistimi, ki recimo so delo izgubili, ker so bili pogodbeni delavci, in pa tistim, ki se je urnik spremenil, da delajo večizmenski urnik. Tako da na našo srečo se delo ni povsem spremenilo. Jaz sicer živim 15 minut stran od univerze in če bi bilo potrebno iti kaj iskati na univerzo, lahko še vedno grem. Še vedno imamo varnostnike tam, da lahko gremo iskati kak predmet oziroma kakšno stvar. Je pa problem pri vseh tistih tudi, ki imajo otroke, ker potem morajo nekako delati od doma in skrbeti za družino v istem času. Kriza bo definitivno pokazala svoj vidik verjetno nekaj mesecev kasneje, ko se bomo vsi počasi začeli zavedati, ne samo kakšna vrednost je, da se lahko svobodno gibljemo, kjerkoli želimo. Po drugi strani pa tudi bomo mogli razmisliti o boljših delovnih procesih, ali gre to za digitalno komunikacijo, ki bo morala biti veliko bolj učinkovita. Po drugi strani je vprašanje količina potovanj, ki smo ga do sedaj izvajali, in verjamem, da predvsem mi akademiki se tega precej dobro zavedamo. Jaz bi sicer mogla biti prejšnji teden v Los Angelesu, kjer bi predavala na konferenci MuseWeb. Gre za konferenco, ki se včasih imenovala Museums and the Web. Torej, ukvarjamo se s tem, kako oblikovati vsebine, muzejske vsebine, virtualne muzejske vsebine. In ta konferenca na srečo ni bila premaknjena vnaprej, ampak smo jo izvedli online z pacifiškim časom.
kjer pa smo ugotovili, da je to blazno velik problem, ker ko si na neki lokaciji, ko so vsi udeleženci skupaj na isti lokaciji, je to veliko lažje uskladiti. V mojem primeru, ker recimo sem bila udeleženka iz Avstralije, imeli smo tudi udeležence iz Rusije, pa iz Iraka, iz Švedske in tako naprej. V mojem primeru recimo 8 zjutraj, ko se je začela prva seja, v mojem času je bilo to 2:30 zjutraj. In potem predavala sem recimo ob 1 popoldne in ker sem bila tako utrujena, sem šla spat in v tistem času se spet zbudila ob 2 zjutraj. Nekako moraš potem živeti pacifiški čas konference. Druga stvar je, kako se potem mrežiš na konferenci, ker še vedno verjamem, da fizičen stik je zelo pomemben, ko se nekako pogovarjamo o novih projektih in novih izhodiščih. Po drugi strani pa definitivno komunikacija, kjer ta usklajevanje časovnih pasov ni potrebna, kjer gre samo za neko komunikacijo med že znanimi poslovnimi in raziskovalnimi partnerji, bo v veliki meri verjetno mogla biti preko online. Slovenijo sem vedno zelo povezana tudi preko Slovensko-avstralskega akademskega društva, ki ga imamo tukaj v Avstraliji. Po drugi strani moja družina je v Avstraliji, še vedno prijatelji in kolegi iz moje stroke. Prek različnih družbenih omrežij, kot so Facebook, LinkedIn, Zoom, Teams in druga orodja. Jaz mislim, da se za nas, ki smo migranti v tujih državah, ni prav veliko spremenilo, ker smo že prej bili navajeni kar veliko komunikacije izvajati preko teh orodij.